Takole še enkrat si lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste ostali. Danes nam je v veliko čast in veselje, da v naši družbi vaši gostimo doktorja in profesorja filozofije na Filozofski fakulteti Igorja Pribaca. Hvala lepa, ker ste se udeležili našega večera. Torej, film smo si pogledali in ker nas čaka še kar zanimiva debata, bi bilo mogoče najboljše, da kar začnemo. Tudi z vprašanji in če ima kdorkoli vmes kakšno dodatno vprašanje ali pa komentar, ste seveda več kot dobrodošli, da sodelujete. Torej, mogoče za začetek, kako bi definirali pojem evtanazije, da najprej to pospravim? Ja, evtanazija ima seveda etimološki pomen, ki ga prinaša pač grška osnova te besede in pomeni dobra, blaga smrt. Ampak pomen, v katerem ga uporabljamo danes, je v resnici ožji in pomeni zavestno, prizadejano smrt, običajno v medicinskem kontekstu, ki je v dobro, ki je dojeta in opravljena kot dejanje v prid pacientu. Zdaj, ko govorimo o evtanaziji, poznamo različne situacije in vsaka zahteva pač neko svojo obravnavo. Konkretno v tem filmu gre v bistvu za pomoč pri samomoru. Je pomoč pri samomoru možno opredeliti kot umor? Sam mislim, da obravnaval pomoč pri samomoru in evtanazijo, če seveda je pomoč pri samomoru storjena v tem istem medicinskem kontekstu. Torej, če gre za pomoč, ki je bila dana nekomu, ki sam tega dejanja ne more storiti. To je ključen moment za opredelitev ene kategorije pomoči pri samomoru. Lahko si predstavljamo, da nekdo pomaga pri samomoru nekomu, ki bi lahko vse to opravil tudi sam, vse, kar je potrebno za to, da sebi odzame življenje tudi sam, pa mu vendar nekdo drugi pomaga in to je nekaj povsem drugega od situacije, kakršno smo videli danes prikazano na filmu, ko nekdo zaradi svojega stanja, bolezenskega stanja, tega ne more narediti sam. In v resnici je tudi pravna, mislim, da sta te dva pojma skoraj da neločljiva. Pomoč je pač se razlikuje od evtanazije samo toliko, da je del dejanja pri pomoči pri samomoru pač stori neka druga oseba in zadnje odločilno dejanje naredi pacient sam. V tej zvezi bi omenil enega od filmov, ki pravzaprav se tudi ukvarja z evtanazijo in ki bi ga lahko verjetno, če bi se hoteli pogovarjati o evtanaziji in če bi to bil glavni namen, tudi predvajali danes kot uvod v to debato, namesto tega sicer sjajnega filma in moram reči tudi v drugem modelu je name naredil zelo močan vtis, ki ga pravzaprav nisem pričakoval, tako da sem še nekako pod čustvenim vtisom ogleda tega filma. Ampak drugi film, ki jih tema zanima, priporočam na ogled, je You Don't Know Jack. You Don't Know Jack z Al Pacinom v glavni vlogi in režija je Paul Levinson, mislim, da režiser Rainmana, sicer ne znam kot režiser Rainmana. No, ta Jack iz naslova tega filma je Jack Kevorkian, ki je znan tudi pod imenom Dr. Smrt in ki je na lastno pest začel v ZDA, mislim, da tam že nekje, vsaj v 80-ih, če ne že v 70-ih, pomagati pacientom, ki so hoteli narediti ta zadnji korak, pa tega niso bili povsem sposobni, niso tehnično poznali dovolj, bili so bistveno bolj pri močeh kot današnji tetraplegik, ampak vendarle niso znali streči tej zadevi, no in on jim je pač naredil ustvaril nek način,
kjer je vse pripravil. Prvo vrvico, ki je potem sprožila verižno padanje domin in posledično usmrtitev, samomor, pa so naredili pacienti sami. No, potem so ga preganjali, obsojali, ga spet spuščali, okoli tega se je odvijala cela pravna bitka, ki je trajala ne vem koliko časa in pravzaprav ne vem na tej točki, ali je gospod Kevorkin še živ ali ne, ali umrl, ampak okoli njegovega delovanja se je brusilo ameriško in tudi svetovno javno mnenje v zvezi z evtanazijo oziroma pomočjo pri samomoru pacientov. In v tem primeru, tehnično, v njegovem primeru je šlo za pomoč pri samomoru, vendar so pravna kategorizacija, kot smo tudi slišali v filmu, je pravzaprav brezrazlična. Okay. Torej, pri vsakršnem razpravljanju evtanazije nekako prideta vedno navzkriž, oziroma se tako se zdi dve vrednoti, in to je svoboda na eni strani in življenje na drugi, oziroma nekako svobodna volja in pravica do življenja. Ampak ta film to prikaže malo drugače, ker tudi v bistvu ta glavni junak enkrat reče, da mu iz pravice do življenja delajo neko obveznost. In bi bilo mogoče reči, da je eno od napačnih razumevanj tega, da nasprotniki evtanazije pravico do življenja v bistvu predstavljajo kot dolžnost. In da morda tega da je mogoče to glavna napaka, ki nam onemogoča, da bi potem zares izbrali med svobodo in življenjem, torej, ker življenje postavljamo kot dolžnost namesto kot pravico. Ja, nisem prepričan čisto, da se strinjam z premisami, ki so bile vsebovane v vprašanju, kot sem ga razumel. Pravite, dilema je med svobodo in življenjem tako se postavlja, ampak potem, če bolj se razmislimo, vidimo, da ni zares. Ni nujno dilema med tem predmetom. Ja, edina možnost, edina smiselna razlaga tega, kar sem nekako slišal, je, da bi po eni logiki imeli pravico do življenja, po drugi pa imeli neko dolžnost, da življenje živimo. To sta dve nasprotni logiki. Če izhajamo iz tega, da imamo dolžnost, da življenje živimo, potem seveda imamo dolžnosti tudi do samega sebe. Do samega sebe. Torej, moramo se vzdrževati pri življenju, tudi če bi tega ne hoteli več, skratka, samomor je seveda prepovedano je dvigniti roko nadse. In celo, ne vem, verjetno sama pohaba je prepovedana, celo verjetno tvegano življenje, pravzaprav, ne? Adrenalinski športi, ki so visoko tvegani in tako naprej, so verjetno tudi nekaj, kar bi morali v tem smislu prepovedati. Po drugi strani seveda imamo logiko pravic. Logika naše civilizacije, uradna logika naše civilizacije ni ta, ki sem jo ravno kar opisal. Nedvomno je to, kolikor smo, bom rekel, kolikor je naš temeljni dokument, deklaracija o pravicah človeka in državljana izpred 200 let in potem seveda ta novejša iz povojnega časa, univerzalna deklaracija o človekovih pravicah. Ta deklaracija ne govori o nobeni dolžnosti do našega življenja. Govori o tem, da smo vsi ljudje nosilci pravic in da smo v tem enaki drugemu. In da so naše dolžnosti, ki jih sicer ne ena, ne druga od obeh deklaracij ne omenja, v resnici dolžnosti, ki jih imamo do drugih ljudi, kolikor so seveda, tako kot mi sami, imetniki pravic. Vsaka pravica je seveda pravica samo, kolikor je pospremljena z komplementarno dolžnostjo drugih ljudi, da to pravico dopuščajo oziroma celo pomagajo uresničevati. In te dve logiki se v resnici krešeta. Zdaj, opozoril bi, da je ta prva logika, ta, ki zahteva, da življenje živimo, da ima zelo močno podporo v krščanski in verjetno tudi še kakšni drugi, tudi v
v judovski in verjetno tudi muslimanski. Zato ne bi bil čisto prepričan, pravzaprav so tudi te razstrelitve, ne vem, muslimanske samorazstrelitve, kako jih točno v ta kontekst postaviti, ampak zagotovo je krščanska in judovska vera pravita, da v resnici imamo dolžnosti do samega sebe, v tem smislu, ker mi sami nismo nismo gospodar samega sebe, temveč mi sami smo in naše življenje je darilo Boga, ki pa je te vrste, veste, darila bi naj načeloma bila taka, ne, da človek, ki prejme darilo, z njim ravna kot hoče. Ne? In to, da dobiš neko darilo, pravzaprav bi naj ne pomenilo, da imaš do tistega, ki ti ga je podaril, kakršnokoli dolžnost. Ne? Sicer to ni pravo darilo. Jaz vsaj tako razumem darila, ki jih dajem sam iz rok. Ne? Kdor je prejemnik darila, ga lahko tudi pri priči uniči in reče, da ga pravzaprav to darilo ne zanima ali pa ga podari naprej nekomu, ki ga bo bolje uporabljal kot on sam. To se mi zdijo vse dopustna ravnanja. Če seveda izhajamo iz tega, da to, da daš darilo, ne pomeni nobene posebne obveze strani prejemnika darila. Če pa obstaja pa druga logika, ki pravi, ja, vsako darilo je obveza, je v resnici klic k temu, da to darilo vrnemo. Ne? Ta logika potlača, ki so jo odkrivali antropologi, ko so preučevali stare kulture in ki je na nek način tudi vsebovana v krščanski logiki življenja kot darila, ki nam ga je Bog naklonil. Bog nam ga je naklonil, vendar hkrati tudi postavil neke pogoje, ne, da to življenje skratka moramo živeti in živeti po idealih, ki so prav tako vsebovani v njegovem nauku. Hkrati pa nikakor ne smemo dvigniti roke nadse, kajti dvigniti roke nadse pomeni odvzeti njemu nekaj, kar mu v resnici njemu pripada. Življenje ni naše, temveč njegovo, nam je le nekako naklonjeno pod določenimi pogoji. In ta logika, če hočete, tudi v bolj laični varianti svetosti življenja pravi, da moraš življenje živeti. Kar je tudi lepo predstavljeno v filmu, saj pač s tem duhovnikom, ki pride k njemu na dom in mu pač v bistvu to, kar ste vi povzeli, tudi poskuša nekako vsiliti, ampak pridemo, mislim, zelo nazorno prikaže, kako je v bistvu tako razmišljanje precej nesmiselno tudi na koncu, ko mu pač ta snaha reče, da so pač njega same besede nekako pač lahko vidimo, no, kakšen je odnos pač avtorjev do te pozicije. Ja, dejansko je to v filmu zelo nazorno, zelo prikazano v tem dialogu teh dveh oseb, ne, ki sta v enakem položaju in na svoj položaj gledata zelo različno. Ena, ki je zavezana krščanstvu, vidi to, bom rekel, išče in najde razloge za življenje in vidi to kot neko svojo dolžnost in iz te dolžnosti črpa tudi neko moč, da se kosa za to težko situacijo. Druga pa v resnici izhaja iz tega, da je vsakdo gospodar samega sebe. Ne? Z te ideje samolastništva, torej, ki jo recimo zagovarja Locke in pa zlasti Mill, John Stuart Mill, češ vsakdo je gospodar samega sebe, svojega telesa, svojega duha in lahko samim seboj počne, kar hoče. Te dve logiki se srečata, moram reči pa, da je pravzaprav film zdaj, ko sem ga gledal, nekoliko se mi zdi, da je nekoliko izčistil torej psihologijo vseh nastopajočih glede tega krščanskega momenta. Domnevam lahko, da je v Španiji, v realni Španiji, realnega Ramona San Pedra, kako se je že pisal, bila ta krščanska logika, ki sem jo prej nekako nakazal, ki jo v filmu zastopa zgolj duhovnih, ne pa toliko ljudje, ki
bedijo nad blaginjo Ramona, da je bolj razpršena v družbi, bolj nakazana in da je verjetno da so vsi ti momenti, vse ta pritisk k življenju, da je bil verjetno bolj nakazan in da je bil v realnem življenju gospoda Ramona veliko bolj navzoč in veliko bolj izvajal močnejši pritisk na in psihološko bil težko vzdržen. Verjetno tudi, kako bi rekel, njegova drža je bila verjetno nek odpor do tega, do sporočila, ki ga dobiva od okolja, češ mora živeti in ne smeš odnehati, to je neke vrste tabu, ki ga ne smeš kršiti. Zdaj, bi lahko sklepili, recimo, da tabuizacija eutanazije izhaja iz tega dejstva, da današnja slovenska družba odločitev za smrt še vedno sprejema kot nekaj, o čemer se v javnosti recimo ne govori. Se strinjate s to trditvijo, da gre za neke vrste stigmatizacijo? Ja, strinjam se s tem in na nek način imam še kakšno misel v zvezi s tem. Ja. Ena zanimiv podatek, ki ga film daje in ki mi je prvič nekako po prvem ogledu nekako ušel, pa se mi je zdaj danes zanimiv, je, da v nekem trenutku dajo odstotek podpore, ki bi ga naj eutanazija uživala v Španiji. Če ste si zapomnili, jaz sem si to številko zapomnil, 67% Špancev naj bi podpiralo eutanazijo. In domnevam, da je to historičen podatek, torej podatek iz tistega časa, torej iz 80-ih, 90-ih let, star je 10 ali 20 let, vsaj. Domnevam tudi, da je ta odstotek podpore vmes kvečemu zrasel in ne upadel. Zakaj to domnevam? Zato, ker mislim, da je to gibanje podpore vse povsod po svetu. Ker vse povsod po svetu se o eutanaziji če dalje več govori in ta tema, bom rekel, podpora dopustnosti tega dejanja je v porastu, nedvomno. Zasluga zato gre na vse zadnje tudi tem visoko gledanim filmom za širšo publiko, kot je bil današnji in kot je bil tisti, ki sem ga omenil. Lahko pa omenim vsaj še 2 filma, ki jih je Hollywood ali pa, ne vem, malo, bom rekel, malo, ne ravno nujno Hollywood in največja produkcija v Hollywoodu, čeprav $1 Million Baby je gotovo najširši publiki namenjena hollywoodska produkcija, ki je pač bila tudi investicija v milijonih taka, da to zasluži in seveda je s tem tema dosegla mnoge ljudi po svetu in seveda potihem, počasi premleva mnenja ljudi in jih preoblikuje v smeri po mojem podpore. No, zakaj mi ta podatek zanimiv? Zanimiv je zato, ker bi človek na nek način te številke ne pričakoval, če imamo spet v mislih, da imamo opravka z katoliško in celo z močno katoliško deželo, kot je Španija, kjer seveda cerkev tako ali drugače razlaga, da je eutanazija kot tudi samomor nekaj, kar je proti volji Boga in torej prepovedanega. Kljub temu 67% podpore v tistem času. Jaz imam sicer neke druge podatke o evropski podpori eutanaziji in po mojem spominu, v mojih mednarodno primerljivih analizah podpore Španije ni tako visoko, je malce nižje, ne pa zelo dosti nižje, imam pa podatek tudi o tem, kje je Slovenija. Slovenija je po eni anketi, ki je bila narejena na 9. mestu v Evropi. In sicer tudi lahko povemo, kje je podpora najmočnejša skandinavske dežele, pa potem seveda Nizozemska, Belgija, Danska, Nemčija. Tukaj smo jih že našteli, veste, 3 skandinavske, pa te 3, ki sem jih zdaj omenil, in verjetno še Luksemburg, smo že na 7, Nemčija 8. Mislim, da je za spoznanje tik pred nami še Francija, na to smo mi, Slovenija, po izmerjeni podpori. Torej,
lahko rečemo, najvišje pozicionirana mediteranska dežela, najvišje pozicionirana nekdanja vzhodnoevropska dežela, pred Italijo, pred Španijo, po tej anketi. In to kljub temu, strinjam se z vama, da te debate v Sloveniji sploh ni bilo, da je bila bistveno manj obsežna in manj globoka, kot je bila drugod po Evropi, koliko lahko spremljamo, veste, velikega talk showa o eutanaziji, kot smo ga videli v neki verziji na nacionalki v Tarči o splavu, nismo imeli. Če pa smo ga imeli z zasedbo zgolj zdravnikov, ki so en blok, kot bomo imeli verjetno še priložnost ugotoviti, proti eutanaziji in, bom rekel, in si prizadevajo za to, da bi ta tema sploh ne bila predmet kakršnekoli debate, ker je to seveda največja garancija, da do dopustnosti eutanazije nikoli ne bo prišlo. No, kljub vsemu temu je v Sloveniji torej podpora eutanaziji okoli 60%, po mojih podatkih. Več anket to kaže na to številko. Tudi med drugim ena zelo blic anketa, ki so jo naredili novinarji Dela po Radanovem dogodku. Veste, afera Radan izbruhne leta 15, torej pred 2 leti, pravzaprav je lahko rečemo, da je ta ogled celo neke vrste ob obletnici, drugi obletnici afere Kali, če je tako imenujemo. In takrat je vzdušje gotovo bilo zelo neprimerno za to, da bi ta podpora bila visoka. V resnici je takrat prevladoval strah pred nasilno smrtjo, ki jo sproži človek v belih haljih. To je bil prevladujoč občutek, kljub temu je takrat izmerjena podpora v tej anketi bila okoli 57-58, tam po spominu, med 55 in 60% v Sloveniji. Zdaj, kaj o tem govori? Kaj govori? Ja, govori o tem, da imamo precej razumevanja za to navzlic, pravim, močni nasprotni kampanji in nikakršni kampanji za eutanazijo. In seveda, verjetno tudi govori o tem, da bi se v resnici Slovenci radi o tem pogovarjali. Veste, če več kot polovico ljudi podpira eutanazijo in če ni nobenega pogovora o eutanaziji, je to verjetno nek klic po tem, da bi o tem hoteli imeti take pogovore, kot ga imamo danes in za kar sem hvaležen vama dvema osebno in organizaciji, da ga je sprožil, ker teh pogovorov v Sloveniji pač ni, ker mediji, veliki mediji tega ne zagrabijo, še manjši tega ne zagrabijo, kljub temu, da je očitno, da vse teme povezane z zdravstvom na nek način dobijo veliko javne pozornosti, imajo veliko željnih ušes in očes. Še nekaj bi rekel, reči Slovencem, da so na nek način, da se niso sposobni javno pogovarjati o eutanaziji, da niso zreli za take pogovore, kar je stališče, ki ga je mogoče izrecno ali pa vsaj nekako med vrsticami zaznati v stališčih tistih, ki nekako zgroženo govorijo o eutanaziji kot način popolnoma nesprejemljivem, je neke vrste žalitev za slovenski narod, ki kakorkoli to obrnemo, se pač zelo pogosto odloča, ne kot narod, ampak kot posamezni ljudje, pripadniki tega naroda za odhod v smrt po lastni odločitvi. Samomor je slovenska pogosta odločitev in takim ljudem, torej ljudem, ki so v resnici seznanjeni z možnostjo samomora, ki tako ali drugače v svojem življenju imajo nekoga, ki je to storil, ki poznajo, vsaj v drugem koraku nekoga, ki je s tem povezan in tako naprej, reči, da se ni sposoben pogovarjati o eutanaziji. Morda je to, samo tvegal neko oceno, morda je to celo način, kako v resnici to samomorilnost na nek način povečuješ, ker je v resnici obstaja zavest, da neka legalizirana pomoč odhoda v dostojanstveno smrt v Sloveniji ni mogoče, saj celo debata o tem ni mogoče. Torej, več kot očitno je, da to vprašanje ostaja zelo aktualno, a nedorečeno. Kakšne bi bile pa po vašem mnenju glavne prednosti legalizacije eutanazije glede na trenutno stanje in s kakšnimi težavami bi se mogoče pred tem srečevali?
Vprašanje je zelo široko, ampak ja, začel bi z ključnim poudarkom. Jaz mislim, da jaz sem podpornik torej pravne regulacije eutanazije, seveda določeni pogoji, ki bi bilo treba zelo jasno postaviti, ampak film je tako marsikaj o tem že govoril, tako da mislim, da mi ni treba iti zdaj v tem trenutku še v kakšne posebne detajle. Mislim, da je to skladno z režimom človekovih pravic, da je to bolj skladno kot prepoved eutanazije. In mislim, da je to, ja, nekaj, za kar se je vredno boriti. To je ena ureditev družbe, ki je skladna z liberalnim idealom, po katerem pač vsakdo živi svoje življenje in je odloča o njem in ni nobene izbire, ki bi bila postavljena kot nekako absolutna od zgoraj navzdol komu. Res je, seveda, res je, da uvedba eutanazije, možnosti torej medicinske smrti, kontrolirane, družbeno nadzorovane medicinske smrti, prinaša neko breme medicincem, ki bi sodelovali pri tem. Če bi uvedli skratka pravico do možnosti, torej pravico do vstopa v program za eutanaziranje terminalnih bolnikov, recimo, bi to pomenilo, da bi morali imeti zdravnike, na drugi strani verjetno tudi medicinske sestre, skratka neko medicinsko osebje, ki bi bilo pripravljeno sodelovati v tem programu. In tu trčimo seveda na stališče, ki je zelo jasno vsebovano v medicinskem etičnem kodeksu in v prevladujoče stališče zdravnikov nasploh, ki pravijo, da je to proti njihovemu etičnemu kodeksu. Ta etični kodeks, ne vem, če vam je to znano, je prav konec minulega leta doživel prenovo. Objavljen je zdaj v reviji ISIS, prenovljen kodeks, vendar se glede tega bistveno ne spreminja. Odpravil je sicer neko dikcijo prejšnje 10 let vsaj veljavne verzije tega kodeksa, ki je evtanazijo razglasila, zavzemanje za evtanazijo razglasila za lažni humanizem. Neznosna formulacija, po mojem mnenju, ki je a priori diskvalificirala tako, skoraj da, bom rekel, na način skoraj malce stalinistično diskvalificirala vsakoga, ki bi si upal javno reči karkoli v prid moralnosti takšne ureditve, ki bi evtanazijo dopuščala. To dikcijo so zdaj opustili. To ni več lažni humanizem, pričemer, kaj je v tej dikciji tako zelo spornega zame. Če rečemo, da je to lažni humanizem, bomo tistega, ki se izreka za podpornika eutanazije, naprimer mene v tem trenutku, razglasili za nekoga, ki točno ve, da to, za kar se zavzema, ni moralno sprejemljivo, ni prava pot, ni prav in vendar to počne. Kaj ti laže, a veste, lažni humanizem je tisti humanizem in ni zgrešeni humanizem. To ni neka napaka. Laž se razlikuje od neresnice nasploh. Laž je tista neresnica, ki jo izreka, pozna kot neresnico in vendar jo izreka. V tem je, bom rekel, sprijenost te oznake v etičnem kodeksu zdravniške zbornice Slovenije, ki je zdaj ni več, ampak še vedno pa je dikcija, da je vsako zavzemanje za evtanazijo nesprejemljivo.
Približno tako se glasi. In drugič, imate pa drugi člen, ki pravi, da člani zbornice se zavezujejo k temu, da ne bodo v javnosti sprožili nobenih medicinskih debat, razen če jih bodo sprožili sami pacienti. Torej, še vedno imamo sliko, v kateri zdravniki pravijo, sebi zapovedujejo, da bodo to debato ohranili v svojih vrstah, da se ne bodo spodbujali v družbi. Kar je v resnici, veste, neskladno z smernicami UNESCO glede vprašanj medicinske etike, ki postavljajo stvari povsem drugače. Trdijo, da morajo te debate v družbi se odvijati, da jih je treba znati voditi, znati pritegniti vse glasove, slišati vse glasove, vse argumente in se na podlagi tega tudi odločiti. Torej, če skrajšam še enkrat, v resnici je vprašanje ključno in zelo obširno, zato sem si vzel tule in si še jemljem nekaj več časa, če lahko, ampak sem že nekako malo predolg, mogoče. Ste se navezali v bistvu na naslednje vprašanje, tako da je čisto. Mislim, da je evtanazija preprosto skladna z nekim dostojanstvenim življenjem. Dostojanstvo pa je tista ključna razsežnost, zaradi katere smo sploh upeljali idejo človekovih pravic. Ideje človekovih pravic so pravna zaščita človekovega dostojanstva. Torej, v kakšnem smislu je to res? Dajejo tisti prostor notranje svobode vsakomu od nas, da živimo svoje življenje v skladu z svojimi notranjimi prepričanjem o tem, kaj je vredno v tem življenju. To je tisto, kar imamo s tem, ko imamo pravice do svobode govora, svobode mišljenja, do informiranosti in tako naprej in tako naprej. Dajo nam možnost, da živimo svoje življenje od znotraj in da seveda, kar je zelo pomembno, da tudi spreminjamo svoje prepričanje. In če seveda na koncu nekega dne ugotovimo, da ne moremo, da smo v neki, ne vem, stanju tetraplegika, v resnici so bolniki, ki ležijo po bolnicah, lahko še v bistveno slabšem stanju, kot je bilo stanje bolnika, ki smo ga danes spremljeni v Mar Adentro. Bistveno slabših, govorimo o terminalnih bolnikih, ki imajo neznosne bolečine, ki jih v resnici paliativa ne more povsem razrešiti. No, v tem primeru je pač po mojem skladno z idejo človekovih pravic, da si lahko pomagamo, da izberemo smrt in to ne zato, ker bi bežali, če se spet navežem na ciklus, ki nas tu zdržuje. Kot je rekel akter današnjega filma na samem začetku, jaz ne bežim v smrt, to je moja zavestna izbira. V resnici vi, ki živite običajno življenje, vi ste tisti, ki bežite pred smrtjo. Jaz sem s tem opravil, na nek način hočem smrt. Tu je film zadeval eno novo niti odprl, ki govori o nekem eksistencialističnih tonih, eksistencialistični filozofiji. Spomni nas na to, da imamo to odločitev na nek način vsi pred seboj. Seveda, kdor je mlad, si lahko še privošči odlaganje razmisleka o teh vprašanjih, kdor je pa malo starejši, pa verjetno, če hoče biti intelektualno pošten sam seboj, mora začeti razmišljati o tem, kako in kaj je, kakšne so njegova stališča. Skratka, odpori, ki bi jih srečali, so predvsem v tem, da imamo opravka za zdravniško organizacijo, ki noče slišati o tem, da bi to bilo dopustno, ki zatira vsak pogovor o tem in hkrati pa misli, da je zgolj ta organizacija poklicana za to, da ta pogovor vodi. Z ničemer od tega trojega se sam ne strinjam. Zato se navezuje v bistvu tudi naslednje vprašanje.
Je vprašanje evtanazije medicinsko, izključno medicinsko, ali tudi pravno in filozofsko vprašanje, ali v bistvu zmes vsega nečesa skupaj? Ko je bila ta slovita velegledana oddaja o splavu na televiziji, verjamem, da ste jo mnoge, ki ste danes navzoči, da ste jo videli, je v nekem trenutku v studiu so bili pač neke oseb, ki so recimo temu blizu politiki, ali pa se zauzemajo, so aktivisti opcije za pro-life opcije oziroma za svobodno odločitev opcije, so recimo feministka, bila sta pa še dva ginekologa, ni bilo nobenega filozofa, nobenega pravnika, mislim, pravnik je bil eden, mislim, da je bil en pravnik, ampak v nekem trenutku je tam ginekolog rekel to, kar bom rekel tudi sam. Ko so rekli o splavu, so ga vprašali o moralnosti splava in rekel, veste, to je pa vprašanje bolj za teologa in filozofa, kot za ginekologa. In sam bom rekel, v kakšnem smislu bi lahko bila evtanazija zdravniško vprašanje. A mi lahko kdo, da jaz tudi ne retorično, če lahko izzovem publiko in tudi vaju dva kogarkoli, a ima kdo en dober razlog, ki ga bi hotel javno deliti z vsemi nami, z menoj, zato da dobi tudi od mene mogoče odgovor. Torej, argument, zaradi katerega bi to bilo zdravniško vprašanje, evtanazija kot zdravniško vprašanje. Zakaj bi to bilo zdravniško vprašanje? Jaz ne vem, če ta tišina pomeni, da v resnici, da vsi mislimo, da to ni zdravniško vprašanje, mogoče zgolj to, da o tem niste razmišljali in da mogoče ne bi hoteli z nekim neumnim razmišljanjem priti na dan, ki bi bilo pač nedomišljeno in skratka varujete svoje dobro ime. Dobro. Jaz sam pa sem prepričal, da to ni zdravniško vprašanje. A veste, zakaj? Zato, ker zdravniki so strokovnjaki za zdravje, za maksimiranje zdravja. Iz vsake situacije, vsakega posameznega bolnika so osebe, ki so najbolj usposobljene za to, da se odločijo, da povedo, kaj narediti za to, da bi kar največ zdravja ali ohranili ali pa pridobili, če se seveda to da narediti. Pridobiti bolje kot zgolj ohraniti. Ampak včasih je že vzdrževanje stanja, kakršno je, že nek dosežek. Zato so oni strokovnjaki in nenadkriljivi strokovnjaki. Nimamo boljših v naši družbi, ampak kaj pa, če nekdo v svoji koži ne more več živeti in hkrati ni več sposoben prekiniti svojega življenja? To ni vprašanje, ki zadeva zdravnike, ker to ni vprašanje njihove stroke. To je moj osnovni odgovor. Ker ti treba ločiti je treba med strokovnimi vprašanji in pa med etičnimi vprašanji. Etična vprašanja niso strokovna vprašanja. Etika zdravnikov, etični kodeks je evidentno nekaj, tudi zdravniki sami, mislim, da nihče ne bo temu odgovarjal, etični kodeks si zadajo zdravniki in je onkraj tega, kar jim na hrbet naloži stroka oziroma strokovnost. Zahteve strokovnosti so ene zahteve, ampak te zahteve strokovnosti ne morejo ne presojajo situacije drugače kot stališča maksimiranja zdravja. Ampak tu so seveda pacientove zahteve. Pacient je v resnici danes čedalje bolj akter tega, kar se dogaja z njim v zdravstvu. Ni res, da zdravnik, zato ker je presodil, da je nek poseg bolj zdrav ali prinese več zdravja, vsaj potencialno več zdravja kot nek drugi, da je zaradi tega tudi že odločil o tem, da bo prav tisti, ki prinese več zdravja, tudi v resnici uveljavljen, izpeljan, narejen.
Ne, pacient se lahko odloči drugače. Lahko se odloči, da bo namesto posega, ki prinaša več zdravja, ampak tudi več mogoče zdravstvenih tveganj, več obremenitev, več mogoče stroškov, izbral cenejšega, ki bo imel druge prednosti. Ne? In v tem primeru ni zdravnik tisti, ki to naloži pacientu, temveč je pacient, ki to, bom rekel, vsaj postavi zahtevo pred zdravnika in jo kvečemu zdravnik zavrne. Ne? Danes se v resnici zdravniki pri nas še nekako tudi v novem kodeksu obnašajo, kot da so veliki odločevalci, v resnici pa vsaj v skladu z osnovno postavitvijo, torej izhodiščem v človekovih pravicah in seveda z nadaljevanjem tega ali nadgradnjo tega izhodišča v zakonu o pacientovih pravicah, ki je seveda v notranjem soglasju z deklaracijami človekovih pravicah in generalnimi bioetičnimi načeli, ki jih razširja UNESCO. No, v skladu z to konstrukcijo, osnovno moralno-pravno konstrukcijo zahodnih družb, je čedalje več pravic in odločitev na strani pacienta in samo vprašanje nekega relativno konzervativnega okolja, kakršno je slovensko, omogoča še, da se da se proces odločanja, realnega odločanja v ambulantah in v bolnišnicah ne odvija skladno z to pravno moralno konstrukcijo. Zakaj pa mislite, da imajo pri nas filozofi tako malo besede pri takih vprašanjih? Ja, to je... prosim? Ne. Ja, mislim, da nekaj lahko povem v odgovor na to vprašanje. Jaz sem se ukvarjal malce z nekimi primerjalnimi analizami situacije pri nas in drugod in sem ugotovil nekaj dosti zanimivega. Namreč, veste, vse dežele imajo komisije za medicinsko etiko. Tudi Slovenija jo ima. Celo Slovenija je imela eno od prvih takšnih komisij na svetu. Že mislim, da v 70-ih letih je bila ustanovljena ta komisija v Sloveniji in imamo to komisijo celo 10 let pred francosko. Francozi so jo dobili 10 let za Slovenci. Si mislite? Velik dosežek Slovenije in lahko bi bili na to ponosni. Vendar ta naša komisija je imela in še ima neko resno, ne le lepotno napako. Ne? Vse skozi je odločala zgolj o nekih relativno ozkih vprašanjih, naprimer o tem, ali je neka raziskava, ki jo je nekdo prijavil, etično sprejemljiva ali ne. Ni pa odločala o velikih temah, naprimer, pogledajte eno tako vprašanje, koliko investirati v preventivo in koliko v kurativo. Kakšen odstotek denarja dati v eno od obeh vej medicine in koliko v drugo. Veste, to vprašanje je zelo, za kateregakoli zdravnika, kateregakoli profila zelo težko odločljivo. In vendar mora družba o tem sprejeti neko odločitev. Seveda, tisti, ki je trenutno bolan, bo zainteresiran za to, da bi čim več dali v kurativo, ampak verjetno je pa res tudi, da bomo z investicijo v preventivo v resnici naredili, bolje uporabili nek določeno vsoto denarja, ker bo izkoristek večji. Z majhnimi vložki bomo morda seznanili, da je umivanje rok nekaj, kar rešuje življenje v marsikateri taki zdravstveno kočljivi situaciji. In če bo kultura umivanja rok nekako splošno razširjena, bo obolelosti toliko manj in prihranili bomo veliko denarja. Naprimer, banalen primer. Kaj sem hotel reči? Torej, zdravniki imajo komisije za medicinsko etiko in naša je bila taka zgodaj ustanovljena in vendar zelo ozko zastavljena v svojem delovanju in tudi danes še deluje predvsem tako. Mimogrede, veste, ta etična komisija ima že leto in pol svojo spletno stran preprosto zaprto.
poskusite vtipkati njen naslov in ugotovili boste, da jaz tega nisem naredil zadnjih mesec ali dva, zadnjič sem naredil pred 2 meseci in tedaj je bila stran še nedelujoča in takšna je leto in pol, odkar sem jih jaz javno očital, nekako sovpadanje je na zaprtje na te strani, da je neažurirana, da na tej spletni strani, na primer, nisem našel dokumenta o evtanaziji, ki ga je Komisija za medicinsko etiko Slovenije v resnici proizvedla nekje konec 90-ih, vendar ga na straneh spletišča te komisije ni bilo mogoče dobiti. Neverjetno, vendar resnično. Zdaj ni več mogoče dobiti nobenega dokumenta, ker je spletna stran že leto in pol zaprta in to se zdi slovenski javnosti povsem sprejemljivo dejstvo. Ob tem, da se dogajajo vse te mogoče stvari v zdravstvu, ki jih spremljamo, ki polnijo stolpce in polnijo, bom rekel, tudi gledanost nacionalne televizije. Vsakokrat, ko se loti problema zdravstva, smo vsi pred ekrani in gledamo, ali kaj nam bodo novega odkrili, o raznih čudnih poteh, ki jih denar v zdravstvu ubira in odločitvah, ki jih zdravstvo sprejemajo in nedelovanju otroške kirurgije in tako naprej, sami problemi v zdravstvu. In vendar etična komisija lahko praktično ne obstaja za slovensko javnost, nihče nič ne povpraša in tudi nikogar ne moti, da je to tako. Meni se zdi to vse nenavadno, ampak to je izraz slovenskega odnosa do zdravništva, do zdravstva, ki je zaznamovan za neko veneracijo, bi jaz kar rekel, z nekim postavljanjem zdravnika na zelo visoko mesto in nekim vsesplošnim zaupanjem, ki se sicer zdaj drobi in sesuva radan in na drugi strani je ves denar, ki odteka v čudne obstranske kanale v zdravstvu, so gotovo načeli ta ugled, vendar ne toliko, da bi se v tem odnos slovenstva do zdravništva spremenil. In torej zdravniki so nekako zelo še vedno tisti, ki imajo škarje in platno v rokah. To imajo tudi zaradi tega, ker je komisija v Sloveniji sestavljena tako, da jo sestavljajo skoraj izključno zdravniki, da je nezdravniških profilov med člani komisije od osamosvojitve sem tako rekoč za vzorec in ne morejo v nobenem primeru izglasovati neke večinske odločitve, če je med zdravniki količkaj homogenosti, količkaj notranje trdnosti v določenih stališčih, kar pa, veste, ni evropska in svetovna praksa. To je takšna sestava, za prevladujočo zdravniško sestavo etičnih komisij, je značilnost vzhodnoevropskih družb. Preveril sem. Hrvatje, Srbi, Čehi imajo podobne sestave komisij. Nikakor pa take sestave ne bomo našli, če gremo pogledati Švico, Italijo, ZDA, Anglijo, Nizozemsko, Francijo, karkoli, Izrael, povsem nekaj drugega. Kaj bomo našli? Našli bomo sestavo komisij, v kateri so približno paritetno zastopani zdravniški in nezdravniški profili. Med nezdravniškimi seveda so v ospredju filozofi, tudi teologi, različnih religij, seveda, tisti, ki so zastopani v določeni državi. Našli bomo seveda tudi kakšnega ekonomista, ki se spozna na zdravstvo, ampak v ospredju bodo nedvomno filozofi. Filozof ne bo eden, temveč jih bo več različnih nazorov, različnih načinov razmišljanja in filozofi ne bodo peto kolo, kot je zdajle, spet mislim, da kar moji kritiki, neskromno se bom spet razglasil za nekoga, ki je morda sprožil neko spremembo, namreč, da so v zadnjo sestavo, če sem prav informiran, vzeli tudi filozofa, ki je član torej trenutne sestave Slovenske etične komisije. Ampak pozor,
ta en filozof je v tej komisiji skupaj z 10 zdravniki in je predstavnik ene od smeri razmišljanja v etiki in filozofiji in čisto po naključju tiste, ki je zelo, zelo blizu sicer z razmišljanjem zdravništva. Tisti, ki ne razmišljamo tako, pač k temu sodelovanju niso povabili. No, drugod po svetu je pa tako, da so filozofi in zdravniki nekako si delijo mesto predsednika in podpredsednika teh komisij. Kadar je predsednik zdravnik, je podpredsednik, običajno sta to celo 2 podpredsednika, sta oba nezdravnika. In vsaj eden od teh je etik, torej filozof. Ali pa obratno, filozof je pogosto tudi predsednik te komisije. In v tem ni nobenega kako bi rekel, škandala. Ne? Veste, pravim, etika ni strokovna vednost zdravnika. Etika je strokovna vednost filozofa. Zdravniki v svojem poučevanju imajo mogoče predmet zdravniška etika, nimajo pa nobenih predavanj o različnih šolah etike, medtem ko filozofi to imamo. In v tem smislu je torej etika, če že strokovna vednost nekoga, strokovna vednost filozofa. To stanje stvari, pravim, je odraženo v sestavah komisij, naprimer ameriška komisija, ki jo je postavil predsednik Obama, ima za predsednico te komisije, mislim, da je komisija ima manj članov kot slovenska, ne vem, 5 ali 9, mislim, da ima 9 članov, slovenska jih ima, mislim, da 15, vsekakor več kot 10. Predsednica komisije v Ameriki je slovita politična filozofinja Amy Goodman. Ne? Filozofinja torej. In to ni izjema, to je, kot rečeno, normalno stanje stvari. V Sloveniji pa žal stvari niso postavljene tako. No, definitivno upamo, da bo to doseglo mogoče pravo všesa. Zdaj pa, če se približujemo koncu, bi mogoče še kaj povedali o filmu. Se vam zdi, da so liki, ki predstavljajo v bistvu čisto različne poglede na evtanazijo v filmu prikazani dovolj raznoliko in dovolj kredibilno, da nam narešil pač dovolj tako plastično sliko o vseh problemih, ki jih to predstavlja? Med filmi, ki se ukvarjajo z evtanazijo in jih sam poznam, bi rekel, da je ta tisti, ki opravi največje delo prav na psihološki karakterizaciji likov, ki v njem nastopajo. Zelo plastično daje gledalcu vedeti, kaj so problemi nekoga, ki je priklenjen in povsem odvisen od drugih ljudi okoli njega, kako ta dinamika nažira odnose v takšnem socialnem okolju. Mislim sicer, da je bil film zelo mil glede izbruhov pacienta. Jaz sem prepričan, da je realni, kako je že imel bilo, Ramon, da je bil gotovo dosti bolj jezljiv. V nekem trenutku so celo menili na začetku, da je prvič se nekaj zelo razburilo, ampak, veste, kot verjetno tudi sami veste iz kakšnih izkušenj z paraplegiki ali pa tetraplegiki, so ljudje, ki so prisilno v neki poziciji, ki jo sami dojemajo kot verjetno neko velik krivico in saj se ne morejo premikati tako, kot se lahko premikamo mi, avtonomno, torej so podvrženi nekontroliranim, neobvladljivim izbruhom nekega besa na to, kar jih je doletelo in te izbruhi so zagotovo velika težava za vse, ki so takrat v okolici. Sam sem bil priča temu, kako divji so lahko spori med dvema paraplegikoma na vozičku, ko se znajdete v javnem prostoru in imate različna mnenja o tem, kako bi bilo treba voditi njihovo invalidsko organizacijo. To so intenzivnosti, ki jih težko srečamo med ljudmi, ki niso v tem
v tem stanju. Tega film mogoče ni ravno prikazal, je pa, pravim, še vedno zelo niansirano kazal zelo veliko teh aspektov, ki česa drugi filmi, ki jih sam poznam, ne naredijo. Če vzamemo $1 Million Baby, ki je na nek način film tudi o eutanaziji, o divi eutanaziji, ki jo naredi nekdo, ki vzame pravico v svoje roke, kar Clint Eastwood v svojih filmih pogosto počne, je to nekaj, kar pokaže to zgolj zelo, bom rekel, zelo enodimenzionalno, zelo ozko, liki so karakterizirani zelo funkcionalno, samo toliko, kolikor je potrebno za to, da film nekako steče, kot pač za veliko hollywoodsko produkcijo spodobi. No, je pa mogoče bi omenil zdaj tista druga dva filma, ki jo še nisem omenil. Pri Jacku Kevorkianu tega ne boste našli filmu, torej Al Pacino, tam ni zelo, tam je večji poudarek pri opisovanju pravnega statusa problematičnosti prakse, ki se je loti Jack Kevorkian v ZDA v 70-ih letih. In v to, kako je to v resnici počel. To je bil avto, ki se je spremenil v kraj smrtnega prizora v nekem trenutku in s tem avtom je on potoval po ZDA in pač nudil te usluge. No, tu sta še dva filma, ki jo, pravzaprav ne dva, ampak en sam, ki ga je treba po mojem mnenju omeniti, in to je mogoče spet manj znan film, ki prav zato zasluži pozornost, kanadski film iz leta približno podobnega časa, kot je ta Mar Adentro, začetek leta, prvo desetletje tega tisočletja. In naslov filma je Vdor barbarov. Vdor barbarov, ta film je pravzaprav vezan na predhodni film, kjer režiser pokaže isto družbo 20 let poprej, kjer so vsi veseljaki, radoživi, malce promiskuitetna družba učiteljev na akademski sferi. No, po 20 letih pa enega od teh, pravzaprav centralno osebnost tudi v prvem filmu, prizadane terminalna bolezen, rak na jetrih in odloči se za odhod v smrt, s tem, da mu v smrt pomaga spet ena oseba, ki jo najde, ki si jo priskrbi sami, ki je pripravljena to napraviti in računa na to, da je nihče od družbe, ki je navzoča ob tej smrti, ne bo izdal. Namreč zamislil si je to smrt kot odhod za vikend v nek lep kraj, kjer potem se pač ta konec tedna za vse konča sicer tako, da se odpeljejo domov, za njega pa tako, da ostane tam kot mrtvec. Film, ki odpre spet neko psihološko sliko, ki je dosti bolj lahkotna na nek način, ki tudi ta, ne moram reči, da je zelo zamorjen. V tem smislu verjetno dela neko krivico tistim realnim bolnikom, ki prosijo za eutanazijo na bolniških oddelkih po svetu, ki so verjetno zelo trpeči ljudje. Ta je bil v resnici na nek način radoživ, imel je lucidnost, radoživost, na nek način intelektualno radoživost, prihranil nam je velik del trpljenja, ki ga pa v resnici moralo biti veliko več, če naj seveda razumemo, da si je tako zelo želel smrti, da je pri tem ustrajal 28 let. Film nam prikaže osebo, ki je znala uživati in v tem smislu je zelo naklonjen blag do gledalca, ki bi ga moral izpostaviti Za konec se lahko v bistvu navežemo še na rdečo nit letošnjih filmskih večerov in sicer na temo bega. Ramon v filmu sam reče, da odločitev za smrt ne dojema kot beg od življenja. Bi se strinjali s tem, da odločitev za smrt dejansko pomeni sprejemanje življenja kot takega v celoti? Jaz bi na nek način rad zbežal pred tem vprašanjem. Vprašanje se mi ne zdi dobro zastavljeno,
kajti v resnici je težko nanj odgovoriti drugače, kot tako, da v resnici sprejmemo neko primarno dolžnost, da življenje, ki ga imamo, živimo. Ne? Kajti, kakor hitro govorimo o begu, se mi zdi, da govorimo o nečem, kar je konotirano z moralno manjvrednostjo. Ampak spet povprašam vse navzoče, ali se lahko podpremo to idejo, da je tako. Ali je beg znak neke, kako se temu reče, moralne manjvrednosti, nepripravljenosti, neboj, kaj je nasprotje hrabrosti, šibkosti, še bolj sočni izrazi so v slovenščini, lahko bi se jih domislili, jaz se jih trenutno ne. Strahopetnosti, na primer, ja, strahopetnost, ne. A je beg znak strahopetnosti? Veste, Aristotelovec, ki pravi srednja mera med begom in noro predrznostjo, je pač pogum, hrabrost. Ne? To je na papirju lep odgovor, ampak v resnici sem pa jaz pristaš tiste kritike tega mnenja Aristotela, ki opozori na to, da je vse odvisno od tega, kaj je tisto, pred čemer bežimo. A veste, če nas preganja jezik vulkanske lave, ki se spušča po pobočju, mi pa tečemo pred njim, ali pa ne vem, plaz snega ali karkoli takega, a je kaj strahopetnega v tem, da bežimo in si skušamo rešiti življenje? Mislim, da res ne. Mislim, da je vse, kar ne bi bilo to, bi bilo neka popolna norost, jasno. Bežali bi za življenje, za golo življenje. Zdaj pa, spet, če pa je golo življenje nekaj, kar v resnici ne moreš uživati, kar je zate zgolj trpljenje, ali kar je tako zelo prežeto s trpljenjem, da so tisti trenutki, ko to ni trpljenje, tako zelo redki, da ne pretehtajo nad trpljenjem. In če seveda izhajamo iz tega, da je življenje moje življenje, da nisem tega življenja nikomur dolžan, potem seveda ne morem nikakor sprejeti idejo, da je to nek beg pred življenjem in da bi morali potem tako seveda življenje v vseh njegovih oblikah užiti do konca, če tudi je za nas popolnoma mučno. V redu, so ljudje, ki bodo to naredili, ki bodo mučna življenja živeli. To je njihova odločitev, prav je tako, podpiram jih v tem, vendar naj ti ljudje ne postavijo svoje izbire za nujne izbire tistim ljudem, ki tega ne čutijo tako kot oni sami. To je v resnici moja stava. Stava je pač na to, da nobena izbira ni ekskluzivna. In če imamo evtanazijo, to ne pomeni nujno, da kogarkoli silimo vanjo, kar je eden od argumentov tistih, ki so proti evtanaziji. Če bo eutanazija, bo prišla neka prisila k temu. Jaz mislim, da se pred prisilo k evtanaziji lahko bistveno bolje obranimo, kot lahko spreobrnemo stanje, v katerem eutanazija sploh ni možna. Za nekoga, ki živi v stanju, ko eutanazija ni možna, je težava bistveno hujša kot za nekoga, ki živi v družbi, kjer je eutanazija možna in bi jo sam ne hotel doživeti. Na to stane malo tudi Miha. Pa kdo mogoče še kakšno vprašanje ali odgovor na kakšno naše vprašanje? Potem je mogoče ura, da zaključimo. Jaz se vam res lepo zahvaljujem v imenu vseh članov društva, vseh vam vsi res hvaležni. Zahvaljujem se tudi vam, ki ste ostali do konca in vas vse lepo vabim, da se nam pridružite na naslednjem filmskem večeru, ki bo spet prvi torek v mesecu. Ogledali si bomo film Paradise Suite, gosti pa zaenkrat še presenečenje. Želim vam lep večer in nasvidenje prihodnic. Hvala tudi mojem imenu, vsem, ki ste tukaj navzoči. In hvala organizatorju še enkrat.